šolati, ne bo dala znanja, šolati da papir, da se ti lahko začneš učiti. Pozdravljeni ljubitelji našega Outercasta, ki nastaja na terenu. Tudi danes smo se odpravili na teren. Nahajamo se v Gočovi, natančneje v Štajerski hiši kulinarike, kjer smo naše kamere in mikrofone postavili kar v kuhinji in ujeli samega šefa pri delu. Tako da z nami je Gregor Brodnjak. Gregor, lep pozdrav. Lep pozdrav, to je moje imeno. Mogoče, če sva že omenila Štajersko hišo kulinarike, gre za gostinski lokal, kar s tradicijo. Mogoče nekaj o samih začetkov, kdaj ste začeli, kako dolgo že ustvarjate tukaj? Ja, začetek vsega v leto 2007. Takrat se nas je ena manjša skupina, 4-5 fantov, zbrala na enem gostinskem objektu in prišla je ena takšna ideja, da bi nekaj začeli tako malo za vikend zraven služb delati. In na začetku smo mislili, da bi to samo kakšna poroka ali pa kakšen manjši dogodek bil. In kasneje je to seveda z leti preraslo in tako smo tudi pustili svoje službe in se zaposlili tukaj. Z leti je potem tudi promet vedno bolj rastel. Rastla je pa potem tudi vedno manj nas je odhajalo, se pravi določeni so odšli. Tako da sedaj smo po skoraj 20 letih ostala z Sašotom edina tukaj, tako da midva smo edina družbenika sedaj in ustvarjamo to kulinarično zgodbo naprej. Omenil si kulinarično zgodbo, končujete drugo desetletje dela tukaj v Gočovi, pa vseeno, če pogledava 50 let nazaj, dejansko smo ljudje jedli dejansko dunajske zrezke ali po domače rečeno pohano. Ampak vozili smo se takrat s kolesi, danes se vozimo z električnimi avti in še stalno prisegamo na pohano. Kaj misliš, kaj je vzrok ali kako vidiš ti razvoj te kulinarike skozi zgodovino? Ja, jaz mislim, da se pravi to pohano, imamo Slovenci malo v DNK-ju. Po drugi strani je pa to po moje ena takšna varnost. Če pridemo v gostilno, v restauracijo, se po moje, tako bom rekel, enih 80% gostov naroči dunajskega in pa pomfrit čisto zaradi varnosti. Glede v kulinariki je tako, se pravi, mi zdaj poskušamo, da določene jedi z prezentacijo, se pravi, težje je odkrivati nekaj novega, lahko pa na drugi način prezentiramo, tudi klasično pohano se da prezentirati drugače, se pravi samo serviranje in poudarek dajemo sedaj na tem. Pa če se vrneva spet še malo nazaj v zgodovino, dejansko tvoji začetki, koliko vem, končal si srednjo gostinsko šolo, potem si se izobraževal v tujini. Kaj je bil vzrok, kaj je tisto, ko ti je reklo, jaz bom pa kuhar, ali kaj je bil vzrok, da si se odločil za ta poklic? Da sem se odločil za ta poklic, bi to bilo, se pravi, mogoče je tak, moja želja je bila postati mizar. In potem enkrat sem gledal eno oddajo po televiziji in tam so pekli, še zdaj se živo spomnim, jajčka na oko, ampak to je bilo tako dobro prikazano, da tista taka želja, da sem potem šel takoj od televizije v kuhinjo in sem si pripravil 2 jajčki na oko in takrat je ta strast naprej prerasla in še zdaj je ta strast v srcu. No, začela sva nekako s pohanim, praviš, da imamo to Slovenci mogoče zapisano v DNK-ju, delno, ampak vseeno, mogoče, kako se je razvijala ta kulinarika? Zdi se mi, da je ta kulinarika šla en čas naprej, sedaj pa se mi ravno zdi to, kar ti omenjaš, da se tudi pohano da prezentirati drugače. Mislim, da je tu en, če tako rečeva v narekovajih, modni hit sodobne kulinarike.
Ja, zdaj, če se čist mojih začetkov, ko smo začeli kuhati, se pravi kot praksa v gostinskem obratu, se pravi kuhanje takrat ali pa kuhanje zdaj v sedanjem času, to je kot dan in noč. Ne. Včasih vem, da smo zrezek popekli posebej na žaru, potem se omakica naredila malo vode, en prašek zraven in je bilo to. Ne. Sedaj kuhamo fonde 2-3 dni, se pravi tudi sama predpriprava mesa, samo mariniranje. Zdaj, včasih je bilo tudi tako, ne, da so rekli, če neš za druga boš, za kuharja boš v redu. Ne. Sedaj mora kuhar znati kemijo, fiziko, ne, se pravi posebno pri teh, ko kuhamo, se pravi pri nizkih temperaturah, vseh teh stvareh, če ne obvladaš tega, je lahko gre hitro kaj narobe. Ne. Posebno pri kuhanju na nizki temperaturi vemo, da ko maknemo zrak, je ok, če pride malo zraka zraven, je lahko hitro se živilo pokvari in lahko hitro pokvarimo gostovo doživetje. Ja, pa zdi se mi tudi, da danes ni več samo, da je, ne vem, zrezek ali steak dobro pripravljen, pomembno vlogo tudi odigra tu plating pa način same predstavitve. Ne? Res je. Mislim, da gostje več ne grejo tudi samo v gostilne restauracije, samo da bi potešili svojo lakoto, ampak grejo, se pravi, da pričakujejo neko zgodbo, nek event, nekaj več. Se pravi, ni zdaj samo prehranjevanje, ampak vedno želijo še nekaj zraven doživeti. V bistvu je, da mi kot hrano in pijačo, prezentiranje, eno gostu ponudimo eno doživetje. Omenjaš doživetje, ne? Ampak meni je stalno nekako, da skuhate, ok, da je število ljudi v kuhinji, ki to pripravlja, potem ljudje, ki delajo ta plating pripravo za postrežbo, ampak meni še vedno je dejansko znanstvena fantastika, kako postreči 150 ali pa 200 ljudi, pa da dobijo vsi topel zrezek. Ja, to je, kar se pravi v kuhinji, se pravi, je, bom rekel, enih 85% je vse v predpripravi, v organizaciji. Vedno smo pod enim takim pritiskom časa, ne? To se recimo pri tej, ko so masterchefi, pa to zelo dobro vidi. Ne? Vedno smo, ne moremo, se pravi, hrana se hladi. Ne? Mi ne moremo zdaj zjutraj skuhati, pa da bomo lepo počasi delili, da bo potem tudi hrana topla in vizualno lepo šla ven. In največ pri tem našem delu je v organizaciji, potem v znanju in pa potem, jaz rečem, taka 3 načela so, ne, red, disciplina in pa organizacija v kuhinji sta ful pomembna, da potem en taki plating potem tudi na krožniku se odraža. Kako pa red, predvsem omenjaš red, kako pa je s to zakonodajo, s HACCPom in s temi stvarmi, je tu zdaj nekako utečeno, ker na začetku je bilo kar nekaj pripomb, tudi pri kuhanju golaža, da je bila previsoka temperatura in kako je s tem, se je tu zdaj nekako uskladilo? Ja, zakonodaja od začetka mogoče je res bila, da je bilo nenormalno veliko tabel, vsega tega. Jaz mislim, da bi skoraj od začetka, ko smo prevzeli ta HACCP, da bi skoraj vsaki kuhar rabil zraven eno tajnico, da bi pisala za njim, ampak potem tudi s časoma so tudi tile inšpektori nam, se pravi, naredili ta HACCP življenjski. Ne? In nič ni narobe, ker lahko reči hitro kaj narobe, če se ne držimo reda, čistoče. Ne? In tale HACCP, mogoče od začetka ljudje smo tako v življenju, ne, da vsaka noviteta nas najprej, ne, imamo en odpor do nje, ne. Potem kasneje znamo, da pa je tudi to nekaj dobrega. Ne. In jaz gledam HACCP čez dobro zadevo. Ne. Kako pa za dobro kuhinjo so pa tudi potrebne dobre surovine? Kako pa je s tem? Surovine kupujete na domačem trgu ali potem polpripravljene izdelke,
ker nekatere stvari dejansko pri količinah, ko se pogovarjamo o tisočih postreženih ljudeh, verjetno v enem vikendu ne more ena kuhinja vsega narediti sama, je verjetno prisiljena kaj kupiti. Ja, res je. Želja vsakega je, tudi največkrat na televiziji se vidi, da gre zjutraj šef kuhinje na tržnico, ne, z cekrčkem v roki in ne. Zdaj, druga zgodba pa postane takrat, ko recimo mi za vikend postrežemo 1300 ljudi. Takrat je to, kakšne so recimo paleta zelenjave, par 100, 200 kg mesa in pa vseh ostalih živil zraven, kjer pa je težko, da bi zdaj nekdo šel, ni to sledljivost, tudi sama je zelo težko, da bi jaz lahko šel do lokalnega, recimo zelenjavo si tam vzel, ne. Za te manjše dogodke, ja, zato pa potem rabimo tudi support mi, teh profesionalnih dobaviteljev naših, ki imajo tudi vpeljane hase pa in pa vse to, kar tudi od nas zakonodaja zahteva. To je zagotovo res, ne, da potem si težko predstavljam, težko se te predstavljam na tržnici, da hodiš s cekrčkom za 1300 ljudi, ne vem, kupiti tudi zelenjavo ali kaj drugega, ampak vseeno, te surovine so v glavnem domače, ker jaz še vedno trdim, da mi preveč promoviramo neko ekološko, biološko hrano in jaz še vedno trdim, da je domači paradižnik Slovenije zagotovo boljši kot pa ne vem, še tako ekološki Španije. Res je. Tudi ti naši dobavitelji, kar so, imajo koliko se le da slovenskega, ne. Res pa je, da smo tudi, se sami vemo, da smo premalo skrbni pri vsem mesu, ne, tako da pri piščancu ni problema, pri svinjini je že, ne, ampak še tudi kar precej slovenske, pri govedini je malo slabše, ne. Imamo pa enega dobrega dobavitelja zelenjave iz Prekmurja, tam pa je potem lahko skoraj rečem 80% slovenske, ne. Saj veliko pride do nas, da bi, ne vem, nekdo mi pripeljal zelje, nekdo ono, ampak enostavno pri tem tempu, v katerem smo, ne morem vsak dan poklicati, da bi si nekje kupil zelje, pri drugem solato, ne. Se pravi, to meni je v interesu, da mi en dobavitelj pripelje vse, tudi že zaradi vseh te varnosti, zaradi vseh teh papirjev, katere moramo voditi in pa izpolnjevati. Pa tudi čez leto in čez zimo, dejansko vi zelenjavo potrebujete vedno, ne? Tako, res je. Kako pa kulinarične navade, zapričela sva s pohanjem dejansko, ampak kako pa se ti zdijo trendi danes v kulinariki? Vse to spreminja in kaj so tisti trendi, kaj največkrat ljudje, ko pridajo, da naročijo, ne vem, večerjo, zabavo, kaj je tisto glavna jed, so to ribe, je to meso ali kaj podobnega? Je tu v tem naših krajih še vedno prevladuje bolj meso. So ribe, tudi mes, kakšen hod. Je pa tudi, da se pravi, zdaj probamo čim več, se pravi, določeno vrsto zelenjave v različnih agregatnih stanjih, ne, se pravi, v tej smeri gre. Se pravi, v kulinariki je zdaj vedno težje nekaj novega odkrivati, je pa, se pravi, kako jo prezentiramo, ne vem, cvetačo lahko cvremo, lahko naredimo pire, lahko pečen pire, se pravi, je zelo dosti stvari, lahko jo sušimo kot karpačo, ne. Se pravi, potem je pač tu v šefu kuhinje tisto, se pravi, njegovi ideji, kaj bo potem prezentiral. To, ne, se pravi, to, ne vem, zelenjavo ali pa meso, ne. Je pa verjetno, ne vem, vse meni se zdi najbolj pomembno, ko gledam te razne masteršefe, razne kuharje, ko kuhajo, ne, se mi zdi, da je naloga šefa kuhinje dejansko, da sestavine, ki jih spravi skupaj, da je to kot orkester, da je to harmonija okusov. Tako je. Največkrat se pravi, gledamo, da se pravi, da naredimo eno takšno celoto, posebno, če je en taki slow food, 4 do 5 hodni meni, da se ne ponavljamo, ne, se pravi, da neko
ne vem, zelenjavo ali meso ne ponavljamo, da potem nekaj smiselno tudi, da damo piščanca, kasneje, ne vem, teletino, govedino, ne, da tudi v tej smeri gremo. Probamo pa, se pravi, tudi zdaj vedno bolj vključevati te zdrave načine, malo več zelenjave, ribe. Kako pa nasplošno, ker če pogledamo, pojavlja se veliko verig s hitro hrano, dejansko, ki so tudi cenovno ugodnejše. Kako pa gledaš na to? Misliš, da bo ta kulinarika se tudi začela spreminjati ali bomo ljudje še vedno uživali v hrani? Jaz mislim, glede tempa življenja, tudi mi včasih posežemo v tej hitri hrani. Ne vem, tudi jaz večino krat, ko prijem iz kuhinje domov, grem v hladilnik, pa si narežem malo klobase, ne, pa grem spat. Ampak vedno še bo pa ostalo, po moje, ker Slovenci radi dobro jemo in dobro pijemo, da bo kulinarika ostala pri Slovencih še vedno v tisti podzavesti, da bomo šli vedno radi, mogoče takrat, ko bomo imeli čas na eno dobro večerjo ali pa dobro kosilo. No, ker zanimivo je tudi to, ne? Mi vedno povabimo, ko snemamo podcast, povabimo naše gledalce, poslušalce, da se lahko udeležijo tudi snemanja prek družbenih omrežij, jim damo možnost, da tudi postavljajo vprašanja, odgovarjajo na razna vprašanja. In predno smo snemali danes, smo dejansko ljudi spraševali, koliko so pripravljeni dati za eno kosilo, ki jo pripravi šef. In kaj me je presenetilo, da je večina odgovorila, da do 30 evrov, kar se mi pa zdi zelo nizko, ne? Ker vsi pa vemo tudi povedati, da pa plače morajo pa biti na višjem nivoju, za minimalca ne bo delal nihče. Ja, res je. Tudi mi tukaj poskušamo, se pravi, zdaj loviti ta trend, ki je zdaj. Nam je tudi jasno, da ne more nekdo vedno dati 80 evrov za neko večerjo in tudi, se pravi, imamo te nedeljske kulinarične razvajanje, ki pri nas 5-hodni strežen meni za 23,50 evrov, tako da probamo, se pravi, da tudi ljudje lahko tudi ob nedeljah, vsako drugo nedeljo pridejo k nam in se pravi do 30 evrov jejo dobro, svežo, dnevno pripravljen obrok. Verjetno pa se vedno tudi ne da vseh želja vaših strank se verjetno tudi ne da zadovoljiti, tudi finančno, ne? Ker se mi zdi, da vsaj pri Slovencih dostikrat poudarjamo tisto, kar se vidi, hrana se pa ne vidi, ok, bomo pač pri meniju malo prišparali, pa bomo pač dali več dekoracije. Ja, to je kar pri dostih, se pravi, posebno v tem segmentu, ko se mi ukvarjamo, se pravi, to so večje skupine, vse to, in potem jasno je, če je nekje 100 ljudi, krat toliko, ne, je potem kar neka cifra in potem se pač išče neke optimizacije, in pač potem poskušamo, ne, ampak ne vem, jaz vedno probam našim strankam, našim gostom razložiti, da tisti dan, ko povabimo nekoga k sebi, smo tako oni, ki so povabili, kot mi, ki jih gostimo, odgovorni za njih, da jim damo nekaj dobrega za pojesti in pač to tudi nekaj stane. Se pravi, mi rabimo nekdo, da bo skuhal, nekdo, da bo postregel, nekdo, ki bo počistil zraven, nekdo, ki je pripravil vse to. Se pravi, to je cela veriga ljudi, ki so vpeti v to, katere je treba dobro plačati, ker da bojo tudi oni, se pravi, z željo delali naprej. Kako pa doživljaš kot sam šef? Naloga šefa so tudi jedilniki, razni menije. Kako usklajujete dejansko? Je to tvoja naloga ali se z ekipo sedete skupaj, da delate nove menije, nove jedi? Ker verjetno je treba iti tu vedno s časom naprej in to tudi ni enostavno potem si zamisliti neko novo jed. Res je. V tempu zdaj, ko delamo, se pravi, nam zelo malo časa ostane za neko, bom rekel, razvoj v tem smeri. Največkrat zdaj probamo
poskušamo v takšni smeri, da si povabimo vsem kakšnega šefa, ali to je zunaj, ko delamo. Največkrat smo delali recimo z Igor Jagodicem, potem Binetom Volčičem smo sodelovali precej, masterchefom Šiftarjem, ki je tudi kuhar. In potem na takšen način, da mi naredimo en kulinarični večer, mi največkrat pridobimo z nekega novega znanja, nekih novih idej, ko se družimo. In enostavno tukaj mi potem črpamo nove ideje za naše nove jedi. Kako pa je delati s temi masterchefi dejansko, ker se mi zdi, da ne vem, ti si bil tudi na specializaciji v tujini, kar precej stvari obvladaš. Zakaj so potrebni ti, tako bom vprašal, zakaj so potem potrebni ti masterchefi, da pridajo tudi sem, če ti znaš to isto pripraviti, kot dejansko pripravlja Bine? Čisto zaradi tega, da se družimo. On je tudi gre še vedno v Francijo, vidi tam neke nove stvari, jih prinese tukaj, potem skreiramo, se pravi, nekaj meni in enostavno tak se mi učimo. Vedno v življenju se učiš, nikoli ne moreš reči, tako zdaj pa znam vse, ker potem boš stagniral. In to je nam cilj, se pravi, nenehno izpopolnjevanje v svojem poklicu in s tem potem tudi lahko mi potem našim gostom kvalitetnejša, se pravi, vedno gost se naveliča ene in istih jedi. In s tem mi pridobivamo znanje. Torej bi lahko rekla, da dejansko ni med vami šefe, ni nekih bi rekel, konkurence ali potem tega zapiranja, da si ne izmenjate znanja, kajti Bine konec koncev dela zelo blizu, v Prekmurju, v Motovilcih. Dobro, šef Jagodič je potem malo odmaknjen, on dela v Ljubljani na Ljubljanskem gradu, ampak ni tega, tega mu pa ne povedal, vseeno so pa tu neke skrivnosti ali... Verjetno skrivnosti vedno ostanejo, ampak v teh letih, mislim, da 15 let skupaj že sodelujemo, smo skovali, spletli ene prijateljske vezi in res radi se vračajo k nam. Skoraj vsako leto delamo z enim ali pa z drugim ali s tretjim neke večere in sploh se nisem nikoli dobil občutka, da bi želeli karkoli prikriti. Je potem to sodelovanje dejansko, to je potem dolgoletno zaupanje, dolgoletno sodelovanje in potem obrodi sadove, dejansko delate skupaj in si na nek način med sabo pomagate. Ja, res je. Povezovanje v kulinariki mora biti, brez povezovanja, po moje, ostaneš kot na nekem otoku sam in ne vidim sploh, da ne bi bilo tega povezovanja, pa druženja in izmenjevanja znanja, ker samo to nas krepi pa dela, se pravi, močnejše. No, če se še enkrat tako preskakujemo, če se še enkrat vrnemo nazaj v tvoje začetke, povedal si že, kako si začel dejansko kaj te je pritegnilo, dejansko televizijska oddaja, da si se potem odločil, da ne boš mizar, da boš kuhar, ampak vseeno, potem si se vpisal v srednjo šolo v Mariboru, končal. In kaj pa potem, ko začneš, ko prideš na trg? Rata to vse tako, kot te v šoli učijo ali ne na začetku? Takrat je po moje ena taka, prvo je po moje ena taka streznitev. Prvo je po moje najtežje bilo, ko smo začeli z prakso oziroma s pripravništvom. To je bilo, vem, da je bilo poleti, prijatelji so šli za Dravo se kopati, jaz sem pa mogel delati in potem to bil vsaki vikend. Začetki so bili na Ptuju? Tako na Ptuju, v taki renomirani gostilni Zlata Gozka, mislim, da je bila v tem okolju najboljša. In vedno popoldan, in to je bilo tisto, da si mogel, se pravi, da si osvojil to, se pravi, to mi je bilo najtežje, ampak enostavno potem, ko te ta strast do kulinarike, te tudi to si pripravljen potem požreti.
No, prej si omenil, da pač sodeluješ z Binetom Volčičem, ki praviš, da tudi večkrat še odide v Francijo, si kaj pogledati, kaj se tam dogaja, pa potem prinese to znanje tudi sem, ne? Tudi ti si se potem po srednji šoli odpravil v tujino. Kam te je odneslo? Ja, jaz sem se odpravil, to je bilo tako, da gre zasluga mojemu stricu, kateri mi je organiziral, takrat še nisem vedel niti kaj, ampak v eni Michelinovi restauraciji La Grita, to je na Sardiniji, Palau, sever Sardinije, to je bilo stažiranje 7 mesecev in tam je potem sem v bistvu kulinariko začel čisto na novo odkrivati, ne. Kako je ta razlika? Je to bila klasična italijanska kuhinja z rožmarinom ali? Ja, je bila, ne. Sicer to je Sardinija. Ko prideš na Sardinijo, je tako, da prvo ti rečejo, da tukaj ni Italija, ne. Oni zelo malo čutijo z Italijani, ne. Tudi ta dialekt pri njih je malo drugačen, to je tako, če greš v Prekmurje se slovenščino knjižno učiti, ne. Tako da tudi to bilo zanimivo, ne. Zanimiv aspekt, ker sem šel čist brez znanja italijanščine in so me tam naučili italijansko, dobesedno tako učimo otroka od začetka, ne. Kakšen pa je ta občutek, ko prideš z neke navade, kot je Slovenija, vseeno, kulinarika v Sloveniji je drugačna, kot je na Sardiniji in kako se vživiš potem, kako dojemaš in meni je najbolj bistveno se mi zdi pri vas šefih to, da greste v tujino na izobraževanje in znate potem tiste okuse, ki mogoče mi pridemo tja pa jih probamo, pa rečemo, to pa mi ni všeč, ne. Ne vem, tako italijanska kuhna, preveč rožmarina za mene konkretno, ne. Da znate to prenesti potem v domače okolje in da rečemo, wow, to je pa dobro. Vse mogoče od začetka, ko sem prišel nazaj, tudi ni bilo vse takoj mi lahko, ne. Tam smo bili navajeni tudi krompir al dente skuhati, ne. Jaz vem, da sem prišel potem, sem bil v eni restauraciji na Ptuju, šef kuhinje, ne, seveda pripravljaš tako, ne, in potem dobiš nazaj, ne. In dobesedno, takrat sem spoznal, da tudi gostje mogli mogoče včasih iti na izobraževanja, ne, ker vseeno smo mi šli kot kuharje, smo šli, se izobraževali, tudi smo, se pravi, tudi ni vse lepo, ko greš, ne. Prvo je, ko prideš v tujini, mi rečemo, ti zlomijo hrbet, ne. Tam ti pokažejo, da, se pravi, ti ne znaš nič od prej in dobesedno te naučijo na novo, ne. Se pravi, tam, ko sem prišel na Sardinijo, vem, da sem 3 dni samo čisto en čok, ne, ki ga nismo potem 7 mesecev sploh ne potrebovali, ampak to je pač tista psihološka, ne, da ti pokažejo, ne, da zdaj pa te bomo začeli učiti, ne. Pa potem ribe ste tudi tam pripravljali, je ravno to, da si bil na Sardiniji, pa da si se tudi srečal z ribami, kajti v vaših štajerskih hiši kulinarike so ribe zelo dobre. Hvala lepa. Ja, tam je bila riba, je bila seveda na meniju glavna, sveža, seveda to smo to ob morju, ne. Ampak je tudi zanimivost, recimo, ne, tudi veliko rib je prišlo iz Maroka, tudi čeprav je Sardinija otok, ne, je bilo, se pravi, za tisto glavno sezono, mislim, da 80% rib je prišlo iz Maroka, ne. Kako pa ta izobraževanje v tujini, kako je pa to finančno, kako si lahko tu kot mlad fant privoščiš, kako je s tem? Vem, da je Bine razlagal, da je šel v Francijo in si je izračunal, da ima 1 evro na dan lahko porabe. Ja, v mojem primeru je bilo tako, tukaj sem v tistem času prej sem si zaslužil za en avto, tale avto sem prodal, dal denar moji sestri in s polovico sem si vzel s sabo, polovico pa sem rekel, da me bo poslala za mano in s tem denarjem sem šel, ne. Se pravi, tam nisem vedel, bom kaj zaslužil, ne bom nič ne zaslužil. Na Sardiniji je tako, da 7 mesecev delaš brez plače, posebno v stažiranje v vseh Michelinovih restauracijah je tako, da v bistvu oni tebe ne rabijo plačati, ne. Se pravi, živeli smo od napitnine, ki je bila potem tistem tudi dovolj, ampak dobesedno res je, zapisal sem si vsako čokoladico, koliko sem porabil, ne, in tudi tista polovica denarja, kar je ostala, sem rekel sestri, da mi bo poslala, če bom rabo, da bi si kupil avionsko karto za nazaj, če naj bi dobil plačano, ne.
Ampak po 7 mesecih sem dobil lepo plačo in to mi je bilo še dodatno zadovoljstvo. Potem to izobraževanje, pa potem tudi tisto, kar je bilo najbolj pomembno, znanje. Tako. Dejansko. Največ je tisto znanje, kaj ga osvojiš. Znanje in pa mogoče tudi ena taka življenjska šola, ko je mogoče še malo bolj od vojaškega roka, ko sem ga tudi še služil, ker te mogoče kot človeka malo bolj izoblikuje. Se pravi, da tudi nisi v vsaki situaciji, ko je res težka, da nimaš neke opore v domačih ali pa ko si čist sam, po moje osebnostno tudi malo bolj zrasteš, malo bolj trden grad. Zanima me, kdaj boš gledal televizijo, ko prikazujejo, vsako leto predstavijo, kdo so prejemniki Michelinove zvezdice in te bo potegnilo, tako ko so te potem pečena jajca, da si se odločil za kuharski poklic, da bi rekel, tudi Štajerska hiša kulinarike bo imela Michelinovo zvezdico. Ne vem, če bi si želel Michelinove zvezdice, iskreno povedano. Delal sem v restauraciji na Sardiniji, vem, kaj to s sabo potegne. Mogoče večina poslušalcev, gledalcev ne ve, da so to delavniki, saj mi tudi zdaj delamo ogromno, ampak tam smo recimo v tej največji sezoni smo delali od 9 pa do 3 zjutraj, vsaki dan konstantni pritiski. Tam se potem tudi kakšna mala poživila, da smo sploh taki tempo držali in je potem, če bi želel zdaj iskreno povedano, sedaj imam družino in vse to bi tudi, ta delček sebe tudi raje moji družini posvetim. Čeprav zdaj delam tudi cele dneve, ampak da še pri Michelinki pa je tako, da je potem to konstanten pritisk. Tudi vidimo pri Igorju, ko je izgubil in ni lahko. Tudi ta psihični pritisk in enostavno je tako, kot je zdaj, je čist v redu. Verjetno je tudi v kuhinji, tudi delovni pogoji ravno niso najbolj, poleti je vroče in je potem biti 12-13 ur na dan skoncentriran, kajti ena mala napaka, kot je sam rekel prej, priprava hrane na nizki temperaturi, dejansko samo zrak pride zraven, pa je zadeva zaključena, ni več uporabna. Verjetno je to tisto najtežje, ostati zbran toliko ur. Tako, ostati zbran in pa potem drugi dan je zopet isto, isti drill, isto. Se pravi, mi, ko eno skupino že končujemo, smo že v glavi, z mislimi, že v drugi si že delamo predpriprave, se pravi, ko mi večer, se pravi, eno skupino končujemo, že zadnji delamo pripravo za drugi dan, v bistvu je tale kontinuiteta in v bistvu se delo v kuhinji ne zaključi samo z eno skupino tisti dan, ampak že imaš v mislih naslednji dan. Kako pa, če bi rekla, kako pa ekipa, kako usklajuješ stvari z ekipo? Vsi govorimo o pomanjkanju delovne sile v Sloveniji. Kako je potem na področju dejansko kuharstva? Kuharstvo sodi med deficitarne poklice, tudi te šole gostinske sedaj pravijo, da je po covidu, ko je bil katastrofalni upad, da se je sedaj začelo malo to obračati na bolje. Pa mogoče najprej rečeva, kako poteka tvoj delovnik? Ja, moj delovnik je tako, vstajanje tam nekje med 5 in 6 uro zjutraj, potem ena kavica, potem tako malo tišine, potem pogledam vse te, se pravi, vsa naročila, vse, če je vse zletelo iz inboxa, outboxa ven, ker včasih se to zgodi, da kar takšnega, se pravi, da tole. Potem pa sem v kuhinji in probam do 9 zjutraj, čim več narediti, postoriti, skuhati, ker takrat se za mene začne zvoniti telefoni, rezervacije, usklajevanja, poroke, ponudbo jim dajte, kličejo,
Zdaj, mogoče, da treba kakšno ponudbo zdaj hitro na novo poslati ali pa kaj takega. In takrat se pravi, moja efektiva v kuhinji malo zmanjša. Podmešaš kakšen sestanek, pa vse to. In takrat je potem tu dosti na tvoji ekipi, ki jo imaš, ki res imamo fenomenalno ekipo, ki imamo res take prijateljske odnose in se pravi, gostinstvo je ekipa. Brez ekipe si kot posameznik nič, no, ne moreš. Posebno še pa v naši branži, se pravi, kjer se ukvarjamo z pogostitvami večjega števila oseb in vse to. In je vsak člen zelo pomemben. Koliko ljudi nasitite, koliko imate rekorde dejansko, da ste ljudi nasitili čez vikend ali pa čez eno noč? Ker to so meni nepojemljive, to je v tisoče govoriva, ne, in to so meni nepojemljive dosegi dejansko, da je to možno. Ja, jaz mislim, da tam 3 do 4 tisoč je bilo za vikend. Ne, to so bili 4 maturantski, tudi na različnih lokacijah. Tako da to je bil tak en rekord za nas. Ne. Ampak to je res bilo brez spanja, brez. Ne. To je. In ekipa to zdrži, je zadovoljna, se da potem dogovoriti, so ljudje, je velika fluktuacija, ljudje prihajajo, odhajajo, verjetno, ker se jim zdi mogoče tudi to, ne, da vse se lepo gledati, ne? Tudi ko gledaš Masterchefa po televiziji, meni je to lepo gledati, ne? Kot samo menjaš, ne? Je pa potem realnost čisto drugačna. Ne? Ja, res je. Je fluktuacija, se pravi, pri teh večjih si pomagamo z ljudmi, ki nam pridajo pomagati, ki so med tednom v vrtcih, vse to, in z študentskim delom in vsem tem. In se pravi, da čim bolj probamo poskušati ekipo spočiti. Se pravi, tudi sedaj je naš tak, da potem ne delamo več takšnih mas, ampak toliko, da nam držimo ekipo, ker res je težje se obnavlja ekipa. Prihajajo pa novi zadnji v naši ekipi, mislim, da že imamo 6, ki so stari pod 25 in to je tisto, kar nas navzdaja z enim navdihom oziroma z enim upanjem, ne, da pa ni, ker gostinstvo ima vseeno mogoče. Sedaj, če gledamo vse te Masterchefe, vse to, proti drugim poklici imamo vseeno mogoče malo eno protekcijo, ker vseeno je malo bolj spromoviran ta poklic. Ne. Res pa je pač na drugi strani, da potem, ko pa pridejo v realnost, pa veliko ljudi kar hitro zbeži ven. Ne. Ampak vseeno, zaenkrat nimate težav, verjetno je treba te ljudi dobro plačati, da potem ostanejo in da so pripravljeni pač toliko delati, zdaj pa tudi odnosi so verjetno zelo pomembni, da delate to res na prijateljskem nivoju. Ne? Ja, jaz mislim, da so odnosi prvi. Ne? Odnosi, da so to eni taki zdravi odnosi, da prijateljski odnosi in potem je dosti lažje, ne? Če je sproščeno ozračje, ne? Ker vseeno ne huje je, če smo tu mi dva s šefom, da se gledamo grdo, pa da je on utrujen, pa da ga vidiš, pa, ne? Pa da se nasmejimo, pa kako rečemo, pa, ne? In je potem dosti lažje nam tudi vse to izpeljati. Ne? To pomeni, ni dogajanja v tej kuhinji takšnega, kot je naprimer pri televizijski seriji Ja, šef, ko se kuharji nagajajo med sabo. A tudi pride do tega, ne? Ta je zelo taka zanimiva serija, ne? Tako kar življenjska kuharska je, ne? Tako da jo tudi rad pogledam. No, mislim, da bo sedaj nova sezona, še zadnja sezona, koliko vem, ampak kot si sam omenil, ne, kuharski poklic je trdi, je težki poklic, ne, verjetno se tudi stranke ali gostje premalokrat zavedamo, ko vzamemo telefon, ne, ker če nisi slikal, nisi jedel, ne, to je zdaj moderno, in v glavnem se premalo zavedamo, koliko truda je vloženega dejansko v ta krožnik, ko pride pred tebe, pa ga potem z užitkom na brzino poješ. Ne.
Res je. Se pravi, da dam en dober krožnik ven, je to že tudi že predpriprava od prejšnjega dne, od teh gelov, ko pripravljamo, ne, vse tega, od zelenjave, vse te priprave, se pravi meso, marinada, vse, ne, se pravi, ne moremo kar mesa vzeti, speči pa da postreči, ne, je cel en proces, ne, da to serviramo eno 4-5 oseb vmes v člene, v verigi, da potem oziroma še več, potem, ko so še natakarji, pa vse to, da potem postreženo krožnik gostu, ne. Matej Stipanič, strokovnjak za pečenje na žaru, on vedno reče, da Slovenci pojemo ogromno prekuhane in prepečene hrane. Se strinjaš s to trditvijo? Se strinjam, ne. Ampak je to zopet verjetno še iz tiste, ko smo že prej rekla, od tega našega Dunajska, ne, se pravi pečenka, ne, svinjska mora biti fajn zapečena, bog ne daj, če bo malo soka ven, ne, takrat že ni dovolj pečeno, ne, je premalo pečeno, ne. Ker tudi, če je svinjska pečenka mogoče malo manj, kakšno stopinjo pečena, ostane bolj sočna, ne. Ampak Slovenci, vsaj 80% mora biti to fajn zapečeno, ne. Kaj na primer odgovoriš gostu, ko pride pa reče, jaz izredno rad jem stejke, samo ne jem pa krvavega? Perutnička, najboljše, ne? Tu moram reči, da še enostavno nismo imeli neke takšne, da bi mi prišel nekdo tak reči, ker že natakarji, se pravi, mogoče je že tu dobro tale komunikacija natakarja z gostom, ne, se pravi, da mu zna razložiti, kako bo pečeno, kako želi pečeno, ne, tako da moram reči, da nismo še tukaj, ne, naleteli na nekaj takšnega, ja, se to dogajalo včasih, ne, ker mi rečemo, če je, ne vem, steak skozi pečen, potem je boljše iti na kuhano govedino, ne, iz juhe, ne. Ja. No, jaz se vedno pošalim, da če je steak prepečen, ne, potem je tudi lahko natikač narežeš, ne, zelo podobnega okusa. Če pustimo zdaj to, če se pa malo lotimo teh tujih kuhinj, sedaj je moderno dejansko, da prihajajo azijska kuhinja, kitajska kuhinja, te razne kuhinje in dejansko, če greva po Ljubljani, skoraj več slovenske kuhinje ni, ne. Kako pa gledaš na to? Mislim, je to dobro, to mešanje okusov ali zakaj mogoče mladi se mi zdi, da bolj posegajo po teh drugih kuhinjah kot po sami tradicionalni klasični slovenski kuhinji, od žgancov, kranjske klobase in tako naprej. To je res. Tudi mi zdaj tukaj, se pravi, probamo samo določene stvari vzeti, določenih kuhinj, ne, in jih malo, se pravi, pri kakšnem pireju damo kakšne recimo te začimbe, ko so tele indijske ali kaj take, da dobimo mogoče samo tale mali, mogoče se glih zaradi tega, ker se igramo z okusi, ne, glih zaradi tega, ker probamo ljudem ustvariti, se pravi, da tudi lahko en korenčkov pire ima en čist drugi okus, ne, če mu dodamo eno tandori pasto ali pa nekaj takšnega zraven, ne, in pač probamo v tej smeri iti, se pravi, da tudi znamo uporabljati druge začimbe v naši, ampak še vedno pa prisegamo na tradicionalno. Ja, ampak jaz tudi mislim, da tudi vsi ti novi, kot so pa taji, pa vsi ti, potem pa še vedno Slovenci radi posegamo potem po kakšnem klasični pečenki, pa kuhani govedini, pa restanem krompirju, ne. Še je tu. Dejansko ti bolj vidiš, ko pripravljate te menije za razna praznovanja, ostaja nekako ta klasični slovenski meni ali je veliko nekih dejansko želja po tujih kuhinjah? Je še klasika, ostaja. Je pa potem pa mi pa sami malo začinimo z drugimi, se pravi, probamo malo druge kuhinje zraven dati, kakšna jed, dva, ne, tako da malo, se pravi, dobimo te pestrost okusa. Kaj je boljše, ko
ljudje pridajo naročiti meni za neko praznovanje, kaj je boljše, da rečejo, ok, vi ste strokovnjaki, dam vam proste roke, ali da napišejo točno goveja juha, gobova juha, govedina v omaki, pohano, perodnička žara. Super je, ne, najlažje imamo, če nam prepustijo vse. Ne, meni je pa super tudi, da mi povejo, v katero smer želijo, potem pa jo mi svetujemo in potem skupaj ustvarimo en jedilnik, da so zadovoljni. Največ, da je gost zadovoljen in pa tudi, da so večina gostje potem tudi njihovi povabljeni, da so zadovoljni in grejo veseli in dobre razpoloženi od tukaj. Ja, zdaj, če bi tu z nama sedel minister za delo, bi potem vprašal, kako je pri kuharjih s pravico do odklopa, ker praviš, da delate več kot 8 ur. Ja, jaz ne morem te pravice do odklopa verjetno koristiti. Moj delavnik začne ob 5, pa konča včasih zvečer tudi ob polnoči ali pa še kasneje. Pa predvsem čez vikende, ne? Pa čez vikende, med tednom smo bolj administratorji, pa tudi so cateringi, pa vse to. Tako da poklic kuharjev nasplošno, ne, je tudi, se pravi, je stil življenja, ne, tudi družina ti mora nuditi oporo, ne, ker enostavno nikoli ne vem, da bom prišel domov, ne. Zelo težko si koordiniramo, mislim, se dogovorimo, danes pa bomo šli ta pa ta, ne. Ker včasih prije, posebno če smo na nekih cateringih, nikoli ne moreš reči, to bo pa trajalo do 6 zvečer, ne, ker še včasih ob 10, ne, smo tam, pa se potem vračamo po noči domov, pa ne. Kako bi pa, ali ne, drugače bom vprašal, kaj bi svetoval mladim, zakaj se odločiti za poklic kuharja? Ker zdaj govoriva, delo prek polnega delovnega časa, delo ob vikendih, dejansko koncentracija, ampak vedno moraš biti skoncentriran, težki delovni pogoji. In koliko poznam tebe, verjetno, če te vprašam, če bi zamenjal poklic, boš rekel, razmišljaš, da bi bil mizar, verjetno ne več, ne? Ne, gostinstvo oziroma kuharja še imamo vedno v srcu in dokler bo tako, dokler bom užival v tem, bom ostal. Ko ne bom, takrat je treba zapustiti, ne, ker mi, ko delamo z ljudmi direktno, gostje to opazijo, ne. Če bi neko stvar delal z odporom, z muko, se bi to verjetno poznalo hitro na hrani, na vsem, tudi v komunikaciji. Za mlade pa jaz mislim, da je naš poklic, se pravi, ima prednosti v tem, da lahko nekaj kreiraš, lahko ustvarjaš, ni neke konstante, da bi bili samo tukaj, dosti smo po terenu, vidimo dosti, se pravi, ta diverziteta, ne, in to možnost, se pravi, nekega učenja, non-stop, se pravi, lahko nadgrajuješ svoje znanje, ne. Jaz mislim, da to je tisto, kaj ta poklic lahko nudi nekemu mlademu, ne, tisto, kaj mogoče v neki tovarni, ne, za nekim tekočim trakom ne more doživeti, ne. Pa po moje tisto, ko meni osebno največ, ko se neki gost vstane od mize in je zadovoljen in ti reče, to je bilo res noro, ne, noro dobro, ne, in to je tisto plačilo, ki ga dobiš, ne, tisto je potem, kaj te žene naprej, ne. Ja, ravno si me prehitev pri odgovoru, ker sem ravno hotel vprašati, prej sva že ugotovila, da denar, ok, vsi delamo za denar, ampak da denar ni vse, ne, da je vseeno tisti odnosi so prvi, ne, ravno sem te hotel vprašati, kaj je tisto, ko te najbolj bogati, ne vem, pohvala gosta, da se ti zahvali, ali to je verjetno tisti največje zadovoljstvo, ko rečeš, ok, delam, sem na pravi poti, ljudje radi sprejemajo moje menije, ne. Res je, to pa se pravi, mogoče tudi, ko vidiš, ne vem, na neki poroki, če je vse
poteka. Ne? Se pravi, mi smo posebno, ker smo specializirani za organizacijo, se pravi, teh malo večjih dogodkov, kot so poroke, korporativni cateringi in vse to. In od nas se pričakuje vedno 110%, da bo vedno vse štimalo, da bo vse klapalo, da bo vse potekalo tako, kot mora. Ne? In tisto največje, kot je naročnik, ko pride in je ves navdušen in ti stisne roko in reče, to je pa res bilo noro. In to je tisto, ne, kaj te žene naprej, ne, ko vidiš, ne vem, na poroki, da sta starša solzna, da vse, ne, od mladoporočencev, da res vidite, kako uživajo v tistem dogodku, ne, na nekem poslovnem dogodku vidiš, da naročnik zadovoljen, da bo, se pravi, te, ko imajo povabljene, da bo sigurno še na osnovi tega še sklenili kakšne pogodbe dodatne, ne. In to je, ne, prvo je ta pritisk, ker vsaki dogodek mora biti 110%, ker veš, da tudi naš slogan je, ne, uživajte v praznovanju, za vse ostalo bomo poskrbeli mi, ne, in od nas pričakujejo, da res poskrbimo maksimalno in da grejo maksimalno ljudje zadovoljni od nas in v tem, tukaj je potem tisto, ko vidiš res zadovoljnega gosta, je pa ti tisto, ne, tisto v srcu. Kaj pa Murphyjev zakon, vas tudi kdaj obišče? Tudi, ne, tudi, ne. Tudi je bilo recimo pred, mislim, da to že verjetno kakšnih 10 let nazaj, je bilo, smo enega bivšega poslanca poročali, ampak njina želja je bila poroka na gradu Gornja Radgona, na notranjem dvorišču in se pravi v vsakem primeru brez šotora, brez strehe nad glavo. Imeli smo plane B, C, D, vse, kaj je bilo, ampak vedno pač upaš, ne, da pa tisti dan ne bo dežja, ne, ampak glih tisti dan se je zvlilo kot iz škafa. Ne. In je bilo, me razumete, ne leta, ampak vse je bilo, imeli smo, se pravi, plan B je bil potem, da gremo po teh sobanah, goste smo preselili, bili smo mokri, bili smo premraženi, ne, ampak je bilo tudi potem, ko sta prišla mladoporočenca do nas, pa sta rekla, to je pa bil noro nepozaben dan za naju. Ne. In kljub temu, ne, da se, tudi če se kaj takšnega zgodi, ne, čeprav mi vsake naše stranke pač svetujemo, da je streha nad glavo, ne, sta bila zadovoljna. In, ne. Pravzaprav ne vem, kaj narediti, naprimer. Predstaviš meni, dogovoriš se za meni, vse in slučajno se zgodi, da en dobavitelj ne dostavi robe. Kaj takrat? Tudi to se dogaja, ampak imamo vedno tako, da sta, recimo imamo dva dobavitelja za določene zadeve, ne, tako da potem telefoni zvodijo, ne, veno, probamo si tudi potem šefi med sabo pomagati, če ima kdo kaj na zalogi, tako da v tem, ne. Bilo je tudi letos, mislim, lani ko sem določeno stvar pozabil, ne, in sem potem ob 3 zjutraj začel klicati, ne, in če imaš neki dober odnos, ne, z temi dobavitelji, je tudi ob 3 po noči lahko koga zbudiš, ne, in dobiš drugi dan, govorimo o 150-200 kilogramih mesa. Ne. Ja, ker verjetno se vi naprej zavarujete, vseeno ne nabavljate tisti zadnji trenutek, kot delajo to v šefu, ne, ampak verjetno si to zagotovite prej. Ne. Ja, seveda ja, ampak vedno se pa tudi pri nas zgodi, tudi verjetno vsaki verigi, ne, in pač probamo z vso to organizacijo, kar imamo s tem vodenjem projekta, vse tega, čim manj da bi bilo čim manj takšnih dogodkov, ampak zgodijo se, ampak probamo pa, se pravi, ni se nam pa zgodilo, da bi v teh 20 oziroma 30 letih, ko sem kuhar, da ne bi imel kdaj kaj za skuhati. Zanima me tudi, kako naprej. Praviš, vedno prilagajate jedilnike, prilagajate kulinariko, prilagajate okuse. Kako pa imate na vidiku kakšne posebna doživetja za vaše goste? Ne vem, spomnim se pred leti, ko ste delali Titanik in te stvari. Razmišljate tudi o kaj takem, ali vam dejansko čas v tej hektiki tega ne dopušča, da bi se lotevali kakšnih takšnih dogodkov? Zdaj v trenutnem je to res. Titanik je, to je bil en projekt, kateri, se pravi, je bil tudi zraven je bil moj dober prijatelj Jože Oseli, kuhar,
On je starosta slovenske kulinarike, pa prej že jugoslovanske. Človek, iz katerega sem se dosti naučil v življenju, tam leta 2004 do 2008, mislim, da sem tedensko se vozil v Ljubljano, v hotel Lev k njemu, prej je bil tudi na protokolu na Brdo pri Kranju. Zdaj je verjetno kje kuha v Dubaju, verjetno v Urdžu Arobo za kakšne šejke, ne? Človek, ki je, mislim, da pri 80 letih še vedno v kuhinji, ne? In on je bil takrat ta motor tega Titanika. Seveda smo mi, ko je videl ta support naš, ne? Ampak to je bilo, mislim, da priprav tak en dober mesec. Samo tiste zadnjih priprav za eno takšno večerjo. Ne. Tudi takrat smo še imeli, k nam so se hodili na tako eno krajšo stažiranje kuharji iz Raba, ne, iz Imperial hotelu, so hodili v zimi vedno, ko imajo tam manj, so hodili sem k nam. To mi je bila tudi ena takšna potrditev, da je to prav ta Jože Oseli, ne, je imel tam dobre veze, pa potem te kuharje, da so tukaj. In smo tudi z njimi, potem, to so bili 3-4, smo potem lažje, se pravi, kot močnejši smo bili kot ekipa, ne, v tistih zimskih, to smo pripravljali te dogodke v zimskih časih. Zdaj pa je tudi, da imamo v zimskih časih toliko teh dogodkov, da enostavno ne najdemo časa. Bomo pa v prihodnje tudi spet razmislili v tej smeri, ker ljudje iščejo neka doživetja. Ne? Mi vedno podcaste, te outercaste snemamo na terenu, tako da z nami so tudi gostje, lahko si potem tudi gledalci pridajo pogledat. Lepo zdrav vsem, ki ste se zbrali. In seveda, če imate kakšno vprašanje, kar dvignite roko, lahko tudi našega gosta vprašate direktno. Ampak vseeno, jaz bom pa vprašal namesto tistih zaljubljenih, 2 zaljubljena sedaj gledata najin podcast, ne, in razmišljata mogoče, kaj pa, če bi se midva poročila v Štajerski hiši kulinarike. Kdaj lahko računata na poroko? Verjetno letos več ne. Se pravi, letos bolj težko. Razen v kakšnih teh zimskih mesecih, ko so se poročali naši starši. Drugo leto pa se še mogoče najde kakšen. Imamo še, se pravi, tudi zdaj zelo dobro sodelujemo z Dominikanskim samostanom na Ptuju, kjer pripravljamo poroko na prostem. Tam je tudi brez, ampak imamo pa vedno tudi B varianto, ne, tako da tam je tudi en taki čudoviti ambient. Jaz rečem, tam je takšen ambient za tiste, ko hočejo mogoče nekaj druga, ne klasične poroke, tako kak je tu pri nas v Gočevskem dvorcu. Tako da najde se še kakšen termin drugo leto, drugače se pa že kar precej zapolnjeni. Kako pa drugače v sami Gočovi, Štajerska hiša kulinarike, tukaj se danes nahajamo, dejansko postali ste lastniki vsega tega skupaj, potem uredili ste že parking, potem uredili ste tudi en travnik za praznovanje na prostem. Kakšni so pa načrti za naprej? Ja, zdaj se s Sašotom smo v eni takšni fazi razmišljanja, v katero smer. Vsekakor je obnova. Malo moramo še razmisliti, v kateri smeri bomo šli, da obnovimo, ne? Tudi po trendih, pa vsem tem, da vidimo, v katero smer obnove bomo šli, ne? Kaj je tisto, kar bomo, se pravi, kje se vidimo čez 10 let. Ne? To pomeni, spomnim se vaju pred leti, ko sta mi razlagala, da razmišljata o prodaji blagovne znamke, pa sem takrat rekel, razmislite, to ni pametno, verjetno se zdaj strinjata, da je dobro, da sta vztrajala in ostala, verjetno bilo je težko, kot v vsakem poklicu so sponi in padci, verjetno je tudi pri Štajerski hiši kulinarike enako, ne? Ja, res je, so sponi, so padci, so dnevi, ko prideš, bi rekel, na poden, ne, pa si rečeš, kaj je tega meni treba, ne, v življenju, ne, zakaj ne vem jaz biti, ne vem, to nedeljo doma, ne, iti z družino, ne vem, kam, na kakšen piknik, na kakšno praznovanje prijateljev, ne, in potem pa pride spet tisti dnevi, ko so ljudje zadovoljni, ko vidiš, ne, in si res rečeš, ne, ampak tisto mogoče je res bilo
kaj smo mogoče doživela, je bila tista spodbuda od vas vseh, ne, ki smo verjetno, ki nas je zopet malo dvignila, ne, in da smo razmislila, zakaj pa res ne bi nadaljevala. Res je, da smo mogoče kot podjetje, ko rasteš, mogoče zanemariš določene zadeve, ne, kot so prosti čas, dopust. Potem smo obrnili ploščo, dobesedno obrnili ploščo tudi za naše zaposlene, za vse. Vzamemo si čas, zapremo gostilno in gremo. Moram reči, da dosti ljudi je reklo, to pa ne bo šlo, on pa gre. Ne. Tudi sedaj smo naredili tako, da je vsaka druga nedelja odprta, prav zaradi tega, ker želimo s to ekipo nadaljevati in tudi oni rabijo kakšno nedeljo fraj. Zopet so bili gostje, ki so rekli, da to pa ne bo šlo, on pa gre. Ne. Se pravi, tudi če bomo, v tej ne vem, če rečemo industriji, v gostinstvo, bomo mogli tudi verjetno malo prilagoditi te tudi navade gostov, če bomo želeli, da bo kader ostal, da bo kader prihajal, da bo kadru zanimivo delati v gostinstvu, da bo tudi nekdo imel kakšno nedeljo, ne, ker je potem lahko drugo nedeljo tukaj pri nas. In samo z to miselnostjo, po moje, smo potem tudi se dvignila in smo potem rekla, gremo dalje. Zanimivo je tudi to, ne? Poznani ste dejansko po celotni Sloveniji, tudi pripravljate pogostitve po celotni Sloveniji, organizirate dogodke, ampak ne odločite pa se, da bi za dnevno ponudbo, naprimer, a la carte, restauracija vsak dan, to pa, kaj je največji problem, da se niste za to odločili? Zdaj je tako, ne. Mi smo se pač odločili, da gremo v organizacijo, se pravi, da delamo za te večje skupine. Težko je usklajevati vse to dnevno odprtost z vsemi temi cateringi, z vsem tem, da mi poženemo, ne vem, pa rečemo eno poroko v soboto, ne vem, nekje v Slovenski Bistrici ali kje, to se priprave že začnejo v sredo, ne, kombi se nalagajo, ena oprema, potem da se vse zopet pospravi, je to ponedeljek, ne, in zdaj poleg tega, da še potem ti imaš dnevno odprto gostilno, je zelo težko, ne. To bi potem skoraj potrebovala še eno ekipo. Še eno ekipo. Ja. Koliko šteje ekipa Štajerska hiša kulinarike? Sedaj nas je redno zaposlenih 9, z zunanjimi sodelavci, vsemi temi podjemnimi pogodbami z študenti v teh močnih mesecih, ko zdaj prihajajo poletnih, je tam do 40 oseb nas v 5. Če rečeva, da si lažje predstavljamo, kaj to pomeni za sabo, rečeva ena postrežba, ne vem, 300 ljudi, eno večerja na terenu, catering, koliko ljudi mora tu sodelovati, dejansko, da je to možno izpeljati? Ja, včasih je mogoče bi bilo mogoče, recimo zdaj, če bi rekel, da bi to, ne vem, da je to 20 kuharjev, ne, bi nekdo pričakoval, ne, včasih gremo recimo 3-4, ne, ampak vse v predpripravi zopet je seveda treba tam strežne osebje, ne, tam okrog 8-10 recimo, ne, vse prej že treba pripraviti, tako da jaz mislim tam, da za 300 ljudi nas je tam nekje 15-20, ne. Je potem potrebno, seveda prej pa že doma v kuhinji, pa na splošno pripravljeno. Seveda. Vse je v predpripravi, na sami lokaciji se samo finišira zadeve, ne, tako da 80% je v hiši. Če ni skrivnost, v kakšnih količinah se pogovarjava v povprečju? Na vikend porabite, ne vem, koliko kil krompirja, koliko kil cvetače, mesa? Čez palec. Tako, čez palec, ne, nikdar nisem to nekak ekstra tak računal, ampak tak recimo, zdaj za ta vikend bo tam recimo, po moje bo mesa bo tam okrog 400 kg, zelenjave bo ena dobra paleta, ne, potem bo še tu tort, za 1300 kosov, ne, torte, katere tudi sami delamo, tako da je kar.
dejansko tudi sladice pripravljate same. Kdo je glavni za sladice? Ja, trenutno sem jaz in moj sušef Dani, tako da prihaja zdaj ena pomoč, tako da upam, da bo ostala pri nas. Tako da tu vse pravim, fluktuacije so. Jaz si znam predstavljati, ne vem, rojstni dan doma v dnevni sobe, torta 16 kosov, ne znam pa si predstavljati, kako izgleda torta s 1300 kosi. Ja, je kar, bom rekel, potrebnega dosti znanja, se pravi, da takšna torta obstane, da jo pripravimo, najbolj zanimivo je to, da mislim, da leto, dve nazaj, ko smo se peljali glih na catering v Novo Gorico in peljemo torto, pa vse to zraven in nas tam v Ljubljani potegne carina dol, In carinik je bil take dobre volje, pa me tako vpraša, kaj je najbolj navarno pri prevozu torte. Pa, vedno veš, da če te neki uradni organ nekaj vpraša, da od tvojega odgovora vedno tudi so kakšne konsekvence. Pa tako študiram, pa sem rekel, da imamo temperature, imamo avtohladilnike, vse hlajeno. Je rekel, da je ne razsipate. Se je že zgodilo, je verjetno kakšna torta tudi že padla. Tudi. Tako da. Kako pa sami kadri? Skozi se pogovarjava o ekipi, dejal si, da brez ekipe dejansko ni kuhinje. Kako pa sodelovanje nasplošno pri izobraževanju? Ker vsi vemo, ko mladi končajo šolo, manjka praksa, dejansko ti se potem moraš kaliti. Kako pa sodelovanje s samimi šolami? Se obračajo srednje šole, gostinske šole na vas dejansko s kakšnim sodelovanjem? Vem, da je gostinska šola Radenci tudi v Lenartu pripravljala na sejmu, so se predstavljali, so delali pogostitev. Pride tu do kakšnega sodelovanja? Ja, mi dva s Sašotom smo mogoče tu naredili en korak naprej. Sedaj je tudi na Ptuju gostinska šola in to smo, mislim, da 2-3 leta nazaj smo pa tam takrat opremila tam, se pravi, učilnico za strežbo in Sašo še tam tudi poučuje, jaz ne morem, ker enostavno časovno mi ne gre skozi in se pravi, tudi tu smo šli eno korak razmišljanja, se pravi, naprej, se pravi, probamo videti, kateri učenci so perspektivni, da si jih probamo na takšen način tudi potegniti k nam. Se pravi, sodelovanje je tako direktno z šolo gostinsko. To pomeni tako, da sodelujete. Kaj pa učni programi? Veliko se govori, da so, ne vem, tudi v kuharstvu priročniki zastareli, dejansko, da še tam vedno piše, kako se skuha zelenjavna juha in take stvari, dejansko na star način. Kako pa je s tem? Ali so ti programi, dejal bi tako, sledi slovensko šolstvo trendom, ki so trenutno na tržišču, ki jih je pač potrebno na tržišču? Tu bi mogoče eno tako zanimivost, Sam sem šel na višjo gostinsko šolo in sem takrat bil, tako bom rekel, razočaran. Mislim, razočaran. Ker mi mogoče niso ponudili, se pravi, v kulinariki nekih novih vizij, nekih novih prijemov, pa to in sem se, ko sem že med pogovorom prej mojega strica izpostavil, ker je bil profesor in sem mu to rekel, in on pa mi je rekel tako, šola ti ne bo dala znanja, šola ti da papir, da se ti lahko začneš učiti. In jaz gledam, mogoče v šolih, se pravi, jim dajo splošno znanje, kar je prav, in papir, da se pridejo k nam, da se začnejo učiti svojega dela. Mogoče je pričakovati, da bi zdaj v šolah nam naredili nekega kuharja, je mogoče iluzorno. Mislim, jaz tudi sam sem to mišljenje takrat spremenil, ker sem dejansko začel razmišljati, je pa res, da šola ti bo dala eno splošno znanje, splošno razgledanost, ti pa greš potem, pa boš se začel učiti v svojem poklicu, se pravi kuharji, če boš imel željo.
Kako pa je s prakso? Prihajajo dijaki, študentje tudi na prakso k vam? Ali? Imamo tudi sedaj, mislim, da dva, sedaj tudi prihaja, v tem letu prihajata dva iz višje gostinske šole, tako da je kar pozitiven trend, no, glede na prejšnja leta. Mi smo zadovoljni z vsakim mladim, ker je želen priti k nam se učiti. Če se še vrneva spet malo nazaj, prej sva govorila o 30 evrih, da so naši poslušalci, ki nas spremljajo, dejansko odgovorili na vprašanje, koliko so pripravljeni plačati za kosilo šefa. 30 evrov, potem sva govorila o hitri hrani. Kaj misliš, katero smer se bo odvijal ta trend kulinarike, gastronomije na splošno? Jaz mislim, da v obe smeri, ne. Gostje bojo še vedno želeli, se pravi, nekje poceni jesti. Je pa veliko takšnih, ki pa želi še potem neko doživetje s temi našimi, ki pridejo na te naše kulinarične večere, od Valentinovega do Martinovega, ko pripravljamo večhodne menije. Tako da, jaz mislim, da bo v obe smeri, ne, ker to je sam trend, da bi pričakovali, da bo vsak dan gost pripravljen odšteti 50 ali pa več evrov, je mislim, da iluzorno. Kako pa same cene? Same cene ljudje ločijo dejansko ceno menija pri enem gostincu, pa ceno menija pri drugem gostincu, ki sta bistveno različna. Cenijo to kvaliteto, ki jo dobijo, ali tudi izvor samih sestavin, z katerih je meni sestavljen. Zagotovo je en kvaliteten slovenski meni iz slovenskega materijala, slovenskega mesa verjetno dražji od nekega uvoženega mesa iz Argentine, ne, odkot vse se to vozi. Jaz mislim, da tudi se na tem premika, tudi gostje so vedno bolj izobraženi. Seveda vedno se še najdejo ljudje, ko jim bo gostje, ko jim bo vseeno, ampak tudi v tem je vedno več gostov. Tudi ko gledajo te kuharske oddaje, ko se izobražujejo, ne, ko res imajo že znanja, že od teh kar čist banalno, od nožev do vsega naprej, ne. Tako da mislim, da tudi televizija bo svoje naredila, ne, da pa tudi v podzavesti Slovenca bo, po moje, da bo domače še vedno najboljše, ne. To potem se strinja s tistimi, ko pravijo, da je oddaja Masterchef, pa ja šef, nanizanka, pa te stvari, da so naredili kar precej na sami promociji poklica kuharja. Ja, jaz mislim, da boljše promocije si mi ne moramo želeti, ne, ko jo imamo. Če gledamo, ne vem, mizarje ali pa tesarje, ko so tudi deficitarni, ne, imajo večje, se pravi, ni nekšnih oddaj ali pa nekaj take v takem smislu, ko pa je tu, pa tudi te oddaje, tu je Masterchef, v bistvu se kuha skoraj non-stop na televiziji, ne. Kaj pa same sestavine, ki jih dobite? Mislim predvsem na meso, tu mesarje. Večkrat slišimo, da so mesarji malo pri pripravi mesa, teh raznih stejkov, sorjenja in vsega tega, da so nekateri malo zaostali. Se tudi to balansira, gre to na boljše ali kako? Ja, tudi. Se tudi mesarji imajo zadnji mlade rode, se pravi tudi k njim pridajo nadbudni, ne, in tudi to zorjenje je vedno boljše. Tako da tudi sama kvaliteta pri mesarju, ne. Včasih je bilo tako, da je mesar najrajši bil, če si mu celo polovico, ne, naročil, ne. Sedaj so tudi oni, mesarji se izobražili v tej smeri, cela industrija, se pravi, vse, kar potegne, se gre naprej, ne. To pomeni, v glavnem kupujete surovine, ne vem, meso pripravljeno, potem, ne vem, stejki, zrezke, ali potem še kupujete tudi, ne vem, da sami pripravljate potem? Večina pripravljamo sami. Večina pripravljate sami. Tako. Kako je potem, kako razporediš, na primer, če rečeva svinjsko polovico, ki jo dobiš, da imaš potem stejke, vedno nekaj ostane ali ne, ali kako se da vse porabiti? Da se vse porabiti,
tudi malce si kuhamo, ne, potem ti lahko porabiš, če imaš neko idejo, potem recimo celo stegno lahko lepo zavijemo, konfiramo, jo potem režemo pred gosti. Steak, se pravi hrbet uporabimo, ne, kot stejke, kot klete, recimo, ne, rebrca so zdaj zanimiva, se pravi tale porketa, ne, koja je prišla, ne, se pravi tudi trendovska, ne, tako da v bistvu tudi rebre vse porabimo, tako da ne ostane nič. Če bi zdaj pogledal naše obiskovalce, če ima mogoče kdo kakšno vprašanje, Sašo vem, da ne bo nič vprašal, samo se smeji zadaj. Naj povem, Sašo je solastnik, ampak nismo ga povabili pred mikrofon, ker bomo z njim posneli drugič, ker on je pa bolj skrbi za strežbo in v glavnem, če pridete v Štajersko hišo kulinarike, ga ne boste zgrešili. Vedno nasmejan, pa vedno pripravljen odgovoriti. Izvolite. Ja, jaz bi vprašal glede izobraževanja. Je to zdaj takšno izobraževanje, ko je včasih bilo kot vajeniški sistem, se pravi, da si bil 6 mesecev v šole, 6 mesecev na praksi, ker s temi usmerjenem izobraževanjem, ko je bilo, smo videli, da imajo zelo malo prakse, ne? Se pravi, te bodoče, ko šolo končajo, ne? To se pravi, tisti stari sistem, ko smo rekli, to pa je bilo vredno, ker si že, ko si 3 leta bil v šoli, pač polovico si bil v šoli, polovico v proizvodnji, ali pa recimo rečemo tak, ne. Tako da si že imel potem, si že bil neko prakso in si že lahko kar bil dobro pomagal poleg, oziroma si se lahko že kar vključil z nekim znanjem in z delom, pravzaprav, ne, ker si imel tudi prakso, ne. Ja, sedaj imajo posebne te 3-letni programi, imajo tale sistem, da so pol leta v šoli, pol leta so pa na praksi v organizacijah, ne, gostinskih. Tako da to je sigurno pozitivno, ker ko imaš ti dijaka tukaj, ga boš lažje v teh 4-5 mesecih, če bo imel željo se naučiti, ga naučiš. Pa mislim, da je tudi pomembno za same mlade, ko se odločajo za poklic, ne, veliko je prekvalifikacij. Ravno sem gledal odgovore, ki jih je pridobila novinarka Senka, dejansko iz srednjih šol, ne, in tam je tudi ena statistika zelo zanimiva, da se ljudje veliko prekvalificirajo, tudi je kar precej prekvalifikacij, ne. To pomeni, nekdo, ki zgreši v osnovi svoj poklic, se potem prekvalificira. Ne? In mislim tudi, če si ti med šolo, ko se šolaš, dejansko imaš možnost v živo probati ta poklic, tudi sam pri sebi rečeš, ok, je to za mene ali ni to, ne? Ja, res je. Ne? Tak da. Zdaj imamo tudi tukaj tudi enega dijaka, ki se je tako prekvalificiral, ki je iz električarja in bo zdaj, vidim v njem veliki potencial in jaz mislim, da bo odličen kuhar. No in to ne samo kuhar, potem tudi, če bo friteza zatajila, še bo znal popraviti. Tako. Še kakšno vprašanje je mogoče? Glede, recimo, Gregor, mi smo tudi večkrat tu že bili, ne? Zelo dobra kvaliteta, odlična kvaliteta, novosti, ki jih v drugih klasičnih gostilnah ni, recimo, ne? Pa me zanima za dober izdelek, če se lahko tako izrazim, ne? Je potrebna tudi dober material, se pravi nabava mesa, nabava živil. Je to kaj upoštevate, recimo, ali dobivate kaj domačo slovensko, rečemo. Ne tisto, ko samo piše, da je slovensko, ampak je bilo prepakirano Slovenije, ampak res neko pravo robo, kar je verjetno težko dobiti, ne, domače, bi rekel, ne. Hvala. Res je, težko je dobiti, ampak delamo tudi se pravi, imamo butičnega mesarja, ki nas oskrbuje s tem, to je Tomaž Potočnik, in se pravi, od njega dobivamo, se pravi, tale butične zadeve, se pravi, kot zelenjavo. Žal si ne moremo enostavno privoščiti, da bi lahko šel res vsakemu na vrt doma pa vzel to solato, ampak tale Prekmurska zelena točka je odlično podjetje in mislim, da imajo tam skoraj 70% slovenskega zelenjave in probamo čim več
Ker osnova je surovina, če je dobra, kvalitetna, je potem lahko narediti. Mene še zanima, ko je pripravljaš nove menije, nove jedi, odkje črpaš znanje? Prej si že dejal, da se srečujete s šefi, dejansko izmenjujete tudi kakšna znanja. Kaj je to potem tujina ali kje lahko črpaš to znanje? To zelo dosti je, se pravi tudi kak je Facebook, ker ko imaš ti neko predznanje, ko določeno je, samo vidiš, recimo že lahko začneš razmišljati, v kateri smeri bi pa ti zdaj recimo to naredil, ne. Tako da precej nam je to mogoče zdaj olajšalo, ne. Se pravi, tele socialni mediji, ne, ker skoraj zdaj vsaki se že snema pa vse to, ne, tako da iz tega tudi lahko se dosti potegneš ven. Ja, zdaj že kuhari se snemajo, pa mi dejansko gostje, ne, kot sem že prej dejal, nisi slikal, nisi jedel, ne, to je osnova, tako da. Jaz imam še eno vprašanje in sicer me zanima, je bila kdaj kakšna taka anekdota, ko bi lahko rekel, se je zgodilo pa, oh my god, kaj zdaj? Aha, to moram zdaj dobro preštudirati. Naprimer, enkrat menila sta pred torto, ali je bila še kakšna hujša? Se je kaj zažgalo? Ja. Je Sašo kaj pozabil? Ja, to mi zdaj, ko gremo na catering, ne, vedno, ko se vsedamo v avto, ne, če smo prostora za 3, ne, se spogledamo in si rečemo, sigurno smo nekaj pozabili, ne. In se odpeljamo, ne. Gre se za kakšne manjše zadeve, ne, potem je improvizacija, ne. Drugače pa ja, naložil si mislim, da za enih 500 ljudi hrane, torto zadaj, pa mogoče nisem najbolj založil enega tega lodna, pa pripeljem tu doli v ovinek, pa smo samo slišali bum, ne, tako da je bilo potem na tisti torti, ne. In to je potem samo telefon, sem v hišo, smo hitro biskvite in smo naredili v roku 1 ure novo torto in smo že šli dalje, ne, tako da. No, če bi se jaz lotil torte, ne, verjetno za 5 ljudi bi to trajalo, ne vem, kar nekaj ur, kako se lahko v 1 uri narediš torto za 500 ljudi. Ali imate to tudi predpripravljene, verjetno kakšne biskvite, ali? Tako ni, biskviti so pečeni, zato ker imamo že za drugi dan. Imamo pa res, da ko sem šel v nabavo tega mikserja, enega takšnega velikega, ne, mislim, da so se mi vsi člani ekipe smejali, ne, ker je skoraj ni šlo čez vrata not, ne, tako velikega sem kupil, ne. Ampak je potem takrat se je videlo, zakaj je bilo dobro, da smo kupili tak veliki mikser, ne, da lahko takšno količino smetane v enem 10 minutah stepemo, ne. Verjetno je tu res ne samo borba z nabavo, z vsem, največkrat je verjetno v kuhinji borba s časom, pri sami postrežbi, pri vsem dejansko tudi pri pripravi, kar pa ne gre, ne, ker temperatura mesa, ne, zdaj vedno bolj je v ospredju ta nizkotemperaturna priprava, ne, kako presežeš eno temperaturo, se okus mesa spremeni, ne. Ja, tu v našem poklicu je non-stop je tekma s časom, ne. Non-stop, ker vedno so, ne vem, ob 7 začnemo, ne. Do takrat mora biti, ne, in če imamo elektriko ali nimamo, takrat mora iti ven, ne. Ne vem, dosti, kaj lahko gre še prej stvari narobe, ne, posebno recimo, ko so dogodki, ko imamo glasbo, ko igra glasba, ko ne vstavijo, ne, ampak to je vse potem v dobri organizaciji, v dobri komunikaciji z sodelavci pa s tem, ne, se pravi, da gostje, ko glasba vstavi, da ne čakajo, da gre takrat že hrana ven, ne, in to pa potem pač z leti pride. Če pogledaš svojo kariero od začetkov do danes, izobraževanja na sredini, potem dela na Ptuju, pa potem časov, ko sta Sašo tam rekla, da bosta tu začela s kolegi, pa potem vsa ta leta, skoraj 20 let Štajerske hiše kulinarike. Kaj je tisto, ki se je najbolj spremenilo v pozitivno smer pri sami kulinariki?
Kaj ocenjuješ kot tisto, da je res pozitivno, da gre tudi slovenska kulinarika v pravi smeri? Tako kot smo mogoče že v pogovoru vmes, prvo smo šli mi ven, smo se naučili, smo neka nova znanja, sedaj pa mislim, da tudi gostje vedno bolj se izobražujejo v tej smeri in tudi vedno več gostov je, ki zna dobro kuhati, ne, in v tej smeri gre kulinarika naprej, ne. Tako da misliš, da dejansko McDonald's bo obstal, ne bo pa potem glavni dobavitelj, glavni vir prehranjevanja Slovencev. McDonald's bo ostal, ne, ampak jaz mislim, da mi z dobro slovensko kulinariko bomo tudi ostali, ker vedno bomo še radi dobro jedli. Če mogoče za konec še rečeva, prej si dejal, da vsako drugo nedeljo pripravljate nedeljska kosila. Kaj bi svetoval našim gledalcem, poslušalcem, kaj si naj pripravijo v nedeljo, ko je Štajerska hiša kulinarike zaprta? Ja, jaz mislim, da najboljše je, da tisto, kar ti srce, da skuhaš nekaj, kar imaš rad, ker te bo tista jed gratala, se pravi, zelo dobra, odlična. Kakšen poseben recept pa... Če rečeva, da začneva z govejo juho, naprimer, kaj pa potem? Goveja juhca? Ja, potem pa recimo, ne vem, kakšne dobre testenine. To je pri meni, ker mi je mogoče ta italijanski način, se pravi, tega prehranjevanja ostal, pa mogoče nekaj... mogoče kakšen ocvrti zrezek, mogoče nadomestimo te klasične drobtine z temi malo grobimi, bolj panko drobtinami. Ne, tako da v tej smeri, pa kakšen dober pereček zraven, ne, z fajn masla in je to. Zanimivo še, mogoče še ena stvar, ne, zdi se mi, da je spet prihaja čas. En čas se je uporabljalo olje, sedaj se pa vedno bolj, jaz to najbolj zaznam, ker pač imam težave s tem, ne jem nič mlečnega, ne, da se vedno več uporablja masla. In kot reče Luka Jezeršek, z veliko masla in masti znam jaz dobro kuhati, ali kako reče. Je to res to maslo toliko dodaja, če primerjamo olje in maslo? Ja, mislim, to se sploh skoraj ne da primerjati. Ne. Maslo je tisto, kar da kremoznost, kar da okus, kar po moje jed dvigne na neko drugo raven. Ne. Tudi če poskušamo tudi za vas, ki ste pač, ko imate vse te diete, pa to z nekaj, recimo, ko so te margarine rastlinske, pa vse to, ampak enostavno ne moremo dobiti takšnega okusa, kot je to z nekim maslom. Ne. Kaj pa nasplošno, s čem se vse srečujete v kuhinji? Dejansko poznamo vegetarijance, vegane, potem laktoza. Koliko teh stvari je in kako to usklajujete, da ne pride do mešanja teh sestavin, ker pri nekaterih je tu velik problem, če so večje alergije, ne? Res je. Včasih je to bilo za nas kuharje, pa kaj za zopet, pa za, ne, je bilo to, ampak z nekim potem, ko se kot kuhar predstaviš v gosta, ne, pa si misliš, kaj pa če bi jaz bil, pa prijem nekje v gostilno, pa da mi, če sem naprimer vegetarijanec, pa da mi ne da samo skuhane zelenjave, pa tisti polpet od cvrt, ne. Enostavno v glavi smo naredili en kliko, ne, in probamo za te, še posebej pa so mi tile gostje, ko imajo od, se pravi, intoleranc do brezglutenskega, so ti en, kaj bi rekel, en dodaten naboj, da tudi za njega, ki se pravi, ki ima neke omejitve, pripraviš čim boljše, pa tudi se da narediti zelo dokusna, dobra hrana, če pač moraš omoko umakniti, ker imamo vse ostale zadeve, ki lahko to nadomestijo. Mogoče pa sedaj, ker sem te kar dolgo mučil, se kar pogovarjava več kot 1 uro, mogoče res za konec eno tako bolj marketinško vprašanje. Družina se odloči, da gre v nedeljo na kosilo. Zakaj v Štajersko hišo? Zakaj? Zato, ker tukaj ne bojo dobili samo kosila, ampak bojo dobili eno doživetje. Pri nas je tako, da rečemo že v štartu, pri nas je treba za kosilo vzeti čas. Pridete k nam,
vas sprejmejo natakarji, potem delijo določene jedi pred gosti, predstavijo in je potem, jaz mislim, da to našo nedeljsko kosilo eno takšno edinstveno v tem območju, ker ponujamo eno takšno doživetje celotno. Ni samo šnicl pohani, ne, ampak je tudi eno doživetje, ki ga dobijo, ena zaključena celota. Gregor, najlepša hvala, da si vzel čas, da si nam tudi dovolil, da smo te zmotili pri, če sem si prav zapomnil, kuhanju temnega fonda, ki še baje ne bo danes končan, ampak do vikenda bo. Tako. Hvala vam, ki ste prišli in si v živo ogledali in tudi postavili vprašanje našemu gostu. Seveda hvala pa tudi vam, dragi gledalci in poslušalci, ki nas spremljate prek raznih kanalov, na katerih je možno pogledati si naš podcast, to je YouTube kanal, spletna stran in pa Spotify. Seveda vsi tisti, ki pa boste zadovoljni z našimi pogovori, pa tudi nič ni narobe, če oddate kakšen všeček, seveda v nedeljo pa ni druge kot obiskati Sašota in Gregorja v Štajerski hiši kulinarike. Hvala še enkrat, Gregor. Zmago, hvala za povabilo. Jaz upam, da bo gostom všeč moja zgodba in upam, da se bo tudi kakšen mladi na podlagi moje zgodbe odločil in šel v gostinstvo. Tako, hvala še enkrat vsem, seveda, in tudi če niste zadovoljni z našim podcastom, še vedno ne pomeni, da ne morete priti v Štajersko hišo kulinarike na kosilo, kjer pa boste zadovoljni.